prijateljev. Ker vem, da me tam čakata 2 super cimri. Dom je v bistvu kot tvoja druga družina. Igramo namizni tenis, namizni nogomet, košarko. Lahko skupaj čajčkamo, ja. Dosti pojemo in športamo. To je res najboljši prostor na celem svetu. V domu imamo tudi čudovite. Vidim zaradi sproščenosti, zaradi vzdušja, vse dobre volje. Čudovite. Tudi zaradi poslanstva, ki ga čutim v njem. Čudovite vzgojitelje, ki nam. In se lahko zjutraj v copatih odpravim v šolo. To je res najlepši del tvojega življenja. Dostop do računalnice, do veliko različnih učilnic za učenje. Super, ker je toliko ogromnih zelenih površin. Najboljši so vikendi vzgojnih skupin. Družabne igre. Možnost imaš tudi na različne domske dejavnosti, vsak popoldan, vsak večer. Včeraj je odprta telovadnica in tam so možne različne rekreacije, kot odbojka, nogomet, košarka. Mi je zelo všeč, da imam na voljo plezalno steno. Res fajn. So praktično naši drugi starši. Z vsakim posebej lahko zgradiš en čudovit prijateljski odnos. Naša filozofija dela je namreč zasnovana tako, da se vse dijakinje in dijaki lahko obračajo na vse vzgojiteljice in vzgojitelje. In vsak dijak ve, da se lahko kadarkoli obrne na kogarkoli. Ful hudi profiči. Vzgojitelji so sproščeni, polni energije. Vedno priskočijo na pomoč, ko je ta potrebna. Vsi želimo poznati vse. So zelo prijazni, A hkrati zmerno strogi. kreativni in razumevajoči. Sami profesionalci. Da je meni vedno nekdo, ki mi je pripravljen razložiti snov ali pa nalogo, ki je sama ne razumem. Naprimer maturantje, ki mora itak to snov znati na maturi. Imamo tudi prijatelje, ki ti lahko takoj razložijo snov. V domu se tudi zelo lažje učim. Definitivno učne ure, ki jih noben v bistvu neki ful ne mara, sam pol ti pride res ful prav. Vendar so tukaj učne ure super, da te na nek način prisilijo, da se usedeš in narediš tisto, kar je potrebno. In popoldne v učilnici ni motečih dejavnikov. Ker več glav več ve, ne? V domu je v redu. Da je glih prav. Ker me pomirja in sprošča. Imamo zelo fajne domske duhovnike. Tem, da imamo zmeri na voljo kapelo in gospoda kaplana za pogovor. In odkrivamo pot našega življenja. V osnovni šoli z duhovnostjo nisem imel preveč stika, ampak se še vseeno v družbo prav lepo vklopim. Tudi pajanje, kam imamo vsako sredo zvečer domsko molitev. Molitve sploh niso dolgočasne, ampak se ta čas lahko sprostiš in uživaš v petju in molitvi s prijatelji. Vesel vas bom. Lahko rečem, da bo Jegličev dijaški dom nepozabno poglavje v vaši knjigi življenja. Super je, ker ti starši ne težijo s pomivanjem posode. V domu imamo veliko različnih dejavnosti. Ja, to, da je ziher boljš dobiti cimro že v srednji šoli, kot pa šele potem, kad si študent. Da bo vsak trenutek mojega dela usmerjen v vas. Veseli bomo, če boš svoje nepozabne dogodivščine delil z nami v Jegličevem dijaškem domu. Verjemite, ne bo vam žal.